Pa njemu mudi. Sem pa kar zgoden danes. Dobar dan. Pa zakaj ljudje toliko neradi pozdravljajo nazaj? Včasih mi je zdel boljš, ko so vsi nazaj pozdravljali. Dobro jutro. No, pa začnimo. Zdaj, zadnjič smo se učili o Johari oknu. Bi kdo prebral zapiske? Lahko jaz. Torej, Johari okno je tehnika, ki nam pomaga bolje razumeti odnose z drugimi in samim sabo. Joseph Luft in Harrington Ingham sta okno informacije o posamezniku razdelila na 4 dele. Prvi je znan nam in drugim, drugi je znan drugim, ne pa nam, tretji je znan nam, ne pa drugim, zadnji pa ni znan nobenemu. Ja, tako zelo dobro. No, danes bomo začeli pa s projektnimi nalogami in bomo zdaj to teorijo povezali še z eno zelo znano psihološko teorijo. Bi kdo poskusil uganiti s katero? A je mogoče to teorija Johna B. Watsona? Behaviorizem? Ne. Bi mogoče še kdo poskusil? Sigmund Freud? Da ne bomo zdaj zavlačevali, obravnavali bomo teorijo Sigmunda Freuda. Zdaj to že veste, da je Sigmund Freud je duševnost ponazoril za ledeno goro. En majhen delček je takšen, ki je zaveden, ki se ga zavedamo, ostalo pa je nam nevidno. In danes bomo začeli z vašimi projektnimi nalogami, kjer boste vi morali povezati to teorijo z teorijo Johari okna. Izberete si lahko znano osebo, nek literarni lik ali pa tudi domišljijsko osebo, če ste pa zelo pogumni, pa lahko izberete tudi sami sebe in analizirate tega posameznika skozi te dve teoriji. Razdelite se v skupine po 3 in 4, no, kar dejte. A sem lahko sam? A si prepričan? To bo kar težko. Dobro se pripravi. Ok, bom. Joj, pa ne pozabi, predstavitev smo že naslednji teden. Oh moj bog, sorry, na telefonu sem bil. Lahko ti dam svojo štručko? Hvala. Sorry, še enkrat. Čau. Upam, da ste se naučili priredja pa odvisnike, drugače bomo imeli kar velike težave, a ne? No, pa poglejmo. No, najprej bomo ponovili podredno zloženo poved. Kaj pa sploh je podredno zložena poved, a ne? Glavni stavki, odvisni stavki? Prvič po dolgem cajtu me nekdo dejansko porajal. Pa ne vem, a sem se kdaj sploh zares pogovarjal z Avo. Sem mislil, da je bolj Lizi podobna, v resnici je čist fajn. Kaj pa to rižeš, Tine? Lejava, kaj ne mu po glav hod. Dej vrnu nazaj, kaj delaš? Kaj s tabo? A imaš kaj z njim, pa jaz ne vem.
A bi lahko zvezek nazaj dobil? Na, jaz grem not. Ej, sorry za tole, res ne vem, kva je z njo. Pa ful lepo rišeš. Jaz grem noter. Vse v redu, hvala. Tako kot pri ledeni gori vidimo le vrh, globina ostaja skrita. Pod površino se skriva veliko več, kot sploh razmislimo. Tisto, kar vidimo na površju, nas lahko prevara. Ja, super ste tole naredile. Fajn ste povezale teorijo, a ne? Kdo bo naslednji? Mogoče Tine? Vsi vidite le vrh, ker prehitro plavate mimo. Pod gladino pa moj svet šele zares zaživi. Bili smo v centri pozornosti. Vesolje se vrtelo je okoli nas. Prepričani smo bili o svoji popolnosti, ka ne smo nič posebnega, dokazan je čas, bili smo mladi. Pa so se pojavili mlajši, imeli so nas radi, pol so druge imeli rajši. Bili smo hitri, pa so nas prehitli še hitrejši. Bili smo brihtni, pa so prišli pametnejši. Zdaj planiramo prihodnost, se oziramo nazaj. Zato je težko celi cajt biti prisoten tu in zdaj. To te ne zagrabi, ko si praviš, daj veslaj. Zato pa vse, kaj veš, pozabi in resnično se spoznaj, ker večnost opaziš med razpokami v momentih, kar besede zamolčijo, sporočijo inštrumenti. Vse, kar venim vidim, so samo fragmenti v tej motni reki znanja, brskajoč med sedimenti. In ko mi v mirni noči luna sveti na telo, upam, ka sunce se pozablo, da pospeti na nebo. Puste me ka sanjen in živeti mi vsaj to, če že ostalo se mi le še maha v sloboko. Mimo mene se mi deli den in mimo mene ide še en del. Mimo mene zdaj mi di se vse in mimo mene odvrti se den. Mimo mene se mi deli den in mimo mene ide še en del.